Pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi, Aleksandra Winkler z vami, vzporedna realnost in paralelni svetovi. To bo današnja tema, ki jo sicer odčitavamo za vsakega posameznika posebej v online Ključ do duše. Danes vam bom predstavila načine delovanja, predvsem boste zvedli tisti, ki se sprašujete, zakaj se recimo ženska, ki ima čudovito čustveno razmerje, si želi otroka, ko pa ga rodi, pade v depresijo. Bi se reklo, vse ima, nič ji ne manjka, ampak ful je vsa nesrečna, depresivna, strah jo je, kako bo zmogla. Recimo, pa se sprašujete, zakaj nekdo, ki ga imajo starši radi, ima možnosti za življenje, pade pod vpliv droge. Poznala sem nekoga, ki je zaradi prevelike doze, par let mlajši od mene, izgubil življenje, pač predoziral in umrl. Ker sem ga poznala iz otroštva, vem, da je imel dobre starše, da je imel poklic, dva poklica. Ene stvari pač ne moramo razumeti. Ne moramo reči, kriv je tak, razlog je v tem. Ravno o takih zgodbah, ki nimajo neke realne, razumljive osnove v tem življenju, govorim danes, ko govorim o paralelnih svetovih in vzporedni realnosti. Namreč človek živi ves čas na nekih večjih časovnicah hkrati. Kako bi vam to pojasnila? Tukaj sta dve stvari. Ena tema je iz prejšnjih življenj, druga tema je pa kvaliteta izražanja v tem življenju. Najprej vam bom predstavila recimo vzporedna realnost iz prejšnjih inkarnacij. Tako kot me poznate, mnogi ste že bili pri meni na regresoterapiji, nekateri tudi na progresiji, se pravi, to je zmeraj hipnotična regresija, gre v preteklost rešavati preteklost, in prognostična je pa za prihodnost progresija. Vedno pač greš v trans, zato da lahko potuješ med svetovi. Če ste gledali bilo kateri film indijanski, prav bi bilo reči Staroselci, so oni potovali med svetovi. To je bilo njim, bi se reklo, zelo domače. Že njihova zastava ima barve črna, ki predstavlja rase, črna, rdeča, rumena in bela, recimo. Pa niso nikoli videli vseh ras, ker so se zadrževali samo na tistem svojem terenu. Se pravi, potovanje med svetovi, to, kar sem se jaz naučila v hipnozi, regresiji in progresiji, je od vnukinje Staroselca Indijanca, ki se je pač poročil z Američanko in je to svoje znanje zdravljenja in potovanja med svetovi z načinom reševanja sedanjosti prenesel pač na svojo ženo in ona dva na svojo hčerko. Tako da imela sem srečo, da sem prišla do ekstremno dobrih učiteljev, od katerih sem se zelo dobro naučila. Svoje znanje sem pač še približala zahodnemu človeku. Tako da danes pač o teh vzporednih svetovih. Včasih ljudje bi tudi rekli, da en del tebe živi še zmeraj v otroštvu, recimo en del v srednjih letih, če si zdaj v srednjih letih, in en del živi že v tisti starosti. Se pravi, ko razmišljaš, kaj bo z mojo penzijo, a bom prišla do penzije, pokojnine po slovensko povedano. Se pravi, če si zdaj v srednjih letih in delaš, si hkrati že živiš v vseh treh svetovih. Ena preteklost, recimo na grobo povedano otroštvo, pa najstniška leta,
kaj se ti je takrat ful lepo dogajalo, ali pa se ti je ful hudo dogajalo, so se starši ločili, je bil problem v družini, ali pa je bilo zelo lepo, brezskrbno otroštvo, vse ti je šlo. Poživiš zdaj, v sedanjosti, služba, družina in tako naprej, in pa že z mislijo na prihodnost, kaj bom, ko bom v penziji, kaj bom počela. Se pravi, tudi tlele že poznamo 3 realnosti, ki živijo v eni. Ampak v programu Ključ do duše gremo to zelo, zelo, zelo specifično in personalizirano odčitavati. Recimo, prvi odgovor na to, ko sem imela človeka, ki dobesedno se mu je življenje zavozlalo, tako zelo se mu je zavozlalo, da je že razmislil, da bo si vzel življenje, se obesil, ubil, kakorkoli. In razlog za to: ne morem več. Česa ne moreš več? Sem ga vprašala: živeti, funkcionirati, delovati, ampak kaj konkretno ni. Ne vem, ampak vsega je preveč in ne morem več. Se pravi, ni imel definicije, hudo mi je zaradi tega, drugega, tretjega, in misel na samomor se mu je, res, da je bil ločen, ampak se je veliko ljudi ločenih, pa ne razmišljajo o samomoru. In kaj se je zgodilo z njim? Recimo, takole, on je bil, recimo, to je njegovo prejšnje življenje, če ga takole naslikam. In pač od 0 do 80 let smo vzeli časovnico, pač povprečna starost, nekaj moraš vzeti, tako da damo na sredino 40. V prejšnjem življenju, v 40. letu starosti, si je vzel življenje zaradi nesrečne ljubezni. Tlele je bilo prekinjeno njegovo življenje. V tem življenju se je rodil, se je tlele v starosti okrog 40 let, to je pa to življenje, recimo se je ločil in je bil zelo nesrečen, depresiven nekaj let, ampak tlele, ta problem je mnogo manjši od tega, če vidite, ta predstavlja večjo travmo, ta manjšo. In ko so šla ta težka leta mimo, se pravi, zdajle jih ima nekaj čez 50, zdajle ima sicer precej umirjeno življenje, precej dosti se je sprijaznil s tem, tudi ima novo žensko, ampak še vedno živi v tisti svoji preteklosti, ki je hkrati in preteklost v tem življenju in preteklost iz prejšnjega življenja. Tako da, če se vam zdi malo zakomplicirano, moj program Online Ključ do duše je za ljudi, ki imajo radi poglobljeno znanje, ki imajo radi raziskovanje v nulo. Zdaj tle pač snemam video za vse, ne, in ni namen plačano izobraževanje, ampak sem toliko, da vas navdušim za moj Online Ključ do duše, ki ga imam samo še letos v jesen odprto. Potem grem početi druge stvari, ne bojo več v slovenskem jeziku. Tako da pohitite, interesenti, mimogrede, da ne boste pol jamrali, kaj sem zamudil. Se pravi, zdaj gremo gledati te 3 časovnice, ki jih imamo v Online Ključ do duše, in sicer izgledajo takole. 3-dimenzionalna, 4-dimenzionalna in 5-dimenzionalna zavest. Se pravi, najprej se učimo, kaj je zavest in tako naprej, kaj pomeni 3. dimenzija, 4. in 5. Tako da zdaj to je odlomek. Se pravi, tlele pod številko 1 upišemo najbolj bližnje dogodke, pod številko 2 malo bolj daljne in 6 zelo, zelo nazaj. In to na vseh 3 nivojih, ker naša duša živi hkrati na vseh 3 nivojih, lahko tudi večjih,
se pravi, odvisno od stopnje zavesti. Če ima človek recimo okrog 4 ali pa 5 stopenj zavesti, odčitamo samo to. Če pride že blizu šestodimenzionalne zavesti, potem odčitavamo še petodimenzionalni aspekt. Tako da vse to se učimo, probamo, preverjamo pri sebi, pri naših domačih, pri naših klientih, vse to znanje je uporabno in ker je ne samo pregledujemo, kot avtomehanik, ti pogledam cel avto, da ti povem, tle so napake, tu je tehnični pregled, zdaj je treba pa rešiti. Bistvo vsega programa je, da rešimo, ne samo, da imamo naš mentalni nivo polno znanja, pa nismo vajeni rešiti, kot da bi imeli 1000 kuharskih receptov v glav, skuhati pa ne znamo, ker nimamo te prakse, kako bi to kaj, ne. Tako da tudi o tem mentalnem nivoju bom zdajle govorila in probala vam bom odgovoriti, zakaj je narobe branje knjig, nabiranje znanja, hoditi na eno predavanje, drugo, 5., 10., ne zamuditi nobenega brezplačnega YouTuba. To vam bom glih zdajle povedala. Tudi to se nanaša na našo vzporedno realnost in naše paralelne svetove. In sicer gremo takole. V knjigi Akaški zapisi osnove dušne matrice odčitavam 8 božanskih moči. V poglavju 8 božanskih moči, knjigi Akaški zapisi osnove dušne matrice, ta knjiga je učbenik za moje tečajnike, online ključ do duše, tako da lahko prej vzamete knjigo, da se navdušite, da boste videli, kaj delamo v programu, pa še dosti več, se pravi, ne samo beremo, pa se učimo v praksi, pri sebi, pri naših domačih, pri otrocih, partnerju in pomagamo usklajevati. Se pravi, ko avtomehanik ni samo tehnični pregled, to je narobe, ono je narobe, to je treba popraviti, je tudi konkretno delo. No in zdajle vam predstavim tole osebo, ki mi je naredila tole nalogo in sicer si je odčitala za vseh 8 božanskih moči, 8 energijskih centrov. Prva, dušni vidik, koliko energije ima na katerem energijskem centru. Potem na 4. dimenziji, tu je dimenzija uma, in na 3. dimenziji, to je pa fizična interakcija, fizična akcija, se pravi fizično telo, kar se fizično dogaja v naši fizični realnosti. In recimo, poglejmo ta primer. In ko gledamo to tabelo, ta oseba ima največ moči na nivoju duše na 7. energijskem centru. Na nivoju duše. Na 4. dimenziji, se pravi, o tem, kar planira, razmišlja, ima malo manj 21%, in na 3. dimenziji, na fizični realnosti, ima še manj. Kar je škoda, ker ne spravi vsega, kar predstavlja 7. energijski center ali 7. božanska moč v njeni fizični realnosti. In potem poglejmo naprej. Se pravi, ta oseba zelo dobro manifestira, ima tudi na 2. centru zelo veliko moči, ampak njen sekundarni energijski center je 5. In ima 28% moči na nivoju duše, 19 na 4. dimenziji in 22 na 3. dimenziji. Se pravi, manjka ji na prvi čakri, na 3. je skromna in na 6. ima samo po 1%. In kako naj ta oseba recimo živi,
Ta oseba je učiteljica po poklicu in je govorjenje enostavno, ne. Zato tudi 5. center, sekundarni, se tudi dobro organizira in je dober vodja, kar ji daje 7. center. Recimo doma nima potrpežljivosti z odnosi, njeni problem so odnosi, ima samo 1% moči na prvi čakri, to so korenine, a ne. Prvi energijski center predstavlja božansko sočutje in prišla je k meni na ta tečaj, ker pač jo bremenijo odnosi. Ona preprosto nima energije, že tako je v šoli veliko porab, se veste, kako se otroci neki med sabo dajejo, nima moči, da bi reševala medsebojne odnose, zato je pač tlele predlagano, da pač naj si uredi, da bo ona imela svoj mir in da ne razmišlja, ne planira, kako rešiti odnose, pač tam nima moči. To je približno tako, kot da bi, recimo jaz imam prste za tipkanje, sem zelo dobra v detajlih, če me pa daš za kamnoseka, pa ne bom nič naredila. Ne morem skladbo tolči kamna, ne. Verjetno tudi tisti kamnosek, če bi prišel k meni v pisarno pisati knjige, ne bi zmogel na tipkovnici tako hitro in dobro delati kot jaz. Približno tako izgleda ta po domače povedana primerjava. In to, kar boste delali vi, je unikatno za vas, zato ne moramo biti vsi dobri govorniki, ne moramo biti vsi organizatorji, ne moramo biti vsi podjetniki, ne moramo biti vsi slikarji, ne moramo biti vsi filmski igralci, ne moramo biti vsi športniki. Ne, športnik ima na prvih 3 energijskih centrih zelo veliko moči. In kaj je še pomembno v tem programu? Recimo to sem vam hotela povedati. Bilo je pred poletjem, ženska naroči vse moje knjige, dejansko 8. Okej, in sem jo povabila, naj pride v online ključ do duše. Ja, ne, zato pa nima denarja, je predrago, da ima najnižjo plačo zajamčeno, tisti najnižji znesek. Predlagala sem mi, da raj kupi set za branje dušnih kvalitet, da bo lahko delala, pa samo 1 knjigo, namesto vseh 8. Se pravi, zdaj vam pokažem tale set. Ne? To je alternativa mojemu online ključ do duše, ampak tlele nimate mentorstva, tle imate samo predavalnico na USB ključu in pa materijale, ki so opisani tlele na škatli. Zakaj? Zakaj ni dobro toliko knjig brati, sem rekla, da vam bom na to odgovorila, toliko študirati. Predlagala sem mi, da ne raj naroči tudi recimo v to ceno, ki je ona naročila vse knjige, recimo bi bilo tudi priporočljivo branje dušnega zapisa. No, tam sem mi na hitro pogledala, ženska je imela recimo na mentalnem nivoju, na mentalnem, zakaj je imela najnižjo plačo? Ja, druga čakra je bila drugi energijski center ali druga čakra je imela ful malo moči. Je imela pa dosti moči na 6., kar je dajalo vizionarski duh. Sam te svoje vizije ni mogla iz 6. čakre spraviti na drugo čakro, ki je manifestacija. No, recimo pol smo videli, da ona tudi pri manifestiranju na nivoju duše je imela 28% moči, kar je zelo visoko, v 4. dimenziji jih je imela
32, kar je še više, se pravi, se je še bolj trudila, kakor je zmogla, greš čez, kakor si narjen, a ne, čez mero. In na tretji dimenziji je imela pa samo 4%. Valjda, da tak človek pri taki hudi razliki, se pravi, govorim dušni nivo, 4. dimenzija in 3. dimenzija, ne more ustvariti nič v svojem lifeu, ampak to je ona. Ti si drugačen, drugačna. Tako da, važno je, da najdeš sebe, da spoznaš sebe, da vidiš, kje ga biksaš in da spremeniš. Nekateri imajo toliko energije, da lahko berejo, čitajo, poslušajo vse tečaje, delavnice, če tudi v praksi to uporabijo. Po večini in pa to ljudem škodi, če v praksi ne delajo, ker tretji nivo je najpomembnejši nivo. Najpomembnejši je naš fizični nivo in tam, kjer imamo največ moči, na dušnem nivoju, tam moramo na fizičnem nivoju realizirati. To pomeni, po domače povedano, boljš, da znaš 10 receptov, 10 zelo dobrih receptov, kuharskih receptov govorim, in da vseh teh 10 spraviš v svoj jedilnik. Ta jedilnik je res všeč tebi, tvoji družini je zdrav, kvalitetna hrana, kakor pa da znaš 100 receptov in samo 3 od tega spraviš v fizični nivo, se pravi dobesedno skuhaš. Ok, smo razumeli? V tem videu v opisu imate link, da se lahko prijavite na brezplačni Google Meeting, to je na Gmail morate imeti, ne Siol, pa ne vem še kaj, Yahoo in druge. Se pravi, da se prijavite na Google Meeting, to je 1-na-1 predstavitev tega programa po branju dušnega zapisa, če pač bova videli, da se razumeva, da se ujemamo, da ti je blizu to znanje, da ti bo koristilo in da sprejmeš mene kot učitelja, ki bom s tabo 3 leta, 2 do 3 urice na teden, samo traja večinoma nadaljavo, več kot 99% osnovi je nadaljavo, občasno se srečamo, ni pa obvezujoče. Tako da se prijavi na ta informativni program, ker je to zadnja skupinska šola, Akademija Ključ do duše, v tem mojem življenju. Potem grem v tuje jezike, to prevajamo že in pač se slovenščina ukine. Tako, da ne boste zamudili te priložnosti, se pravi, kupite moje znanje, da boste lahko zdravili sebe, svoje domače, in znanje je naša najboljša naložba. Tega nam še vojna ne more vzeti. Če rabite kako motivacijsko knjigo, sem brala o Fordu, se pravi avtomobili znamke Ford, vse mu je propadlo, vse mu je vojna uničila, ampak spet se je postavil na noge in začel in še bolj uspel kot pred vojno. Tako da znanja mu niso vzeli, čeprav so mu porušili delavnico, vsi patenti, vse mu je šlo po gobe. Znanje je najboljša naložba, ampak vztrajam na tem, če to znanje uporabiš v praksi, če ti koristi, da tudi praktično delaš, da odčitavaš, da delaš razbistritvene prošnje, poravnave, zato da postaneš najboljša verzija sebe. Hvala za like, če še niste naročeni, subscribe in seveda link za brezplačni webinar online Ključ do duše z vstopom v akaške zapise. To, kar ste zdaj poslušali, je bila tematika iz tega programa.